Alma Karlin je bila ena nenavadna, velikega občudovanja vredna ženska. Njena izrazita inteligenca je najprej našla izraz v intenzivnem učenju jezikov. Znala jih je tam 10 do 15 in to jo je napeljalo na pot okrog sveta. Torej, Alma se je odkrcala na ladjo in odšla na zahod. Najprej v Centralno in Južno Ameriko, nato v Severno Ameriko in od tam v Azijo. V celem je potovala 8 let brez prestanka. Preživljala se je s tem, da je poučevala tuje jezike, da je delala kot prevajalka v različnih ustanovah. Občasno je tudi predavala in pisala članke, ki jih je pošiljala različnim časopisom in revijam po vsem svetu. Tako da je s svojimi objavami ustvarila znaten ugled in sloves po večini sveta. Domov se je vrnila precej zdelana, ker je večkrat bila silno bolna. To je bila ženska namreč, ki je bila ponavadi težka 40 kilogramov. Imela je 1,5 metra, bila je skratka ena majhna, neznatna, krhka oseba, saj na pogled. Ena najbolj osupljivih stvari je količina nasilja, s katerim se je srečevala kot ženska. Doživela je celo vrsto spolnih nadlegovanj, tudi resnih, tako da se je potem oborožila z bodalom. Ko je ocenjevala različne kulture, je bil prav ta segment na njeni vrednostni lestvici izredno pomemben. To je bil recimo eden od razlogov, zakaj se je tako navdušila za japonsko kulturo, da se ljudje obvladujejo in da imajo zelo močan čut za spodobnost, za bonton. Verjetno je ta komponenta bila pri recepciji njenih del zelo važna. To je mnoge bralke navdušilo, jim odprlo oči. Z drugo svetovno vojno se je Alma Karlin znašla v posebej kočljivem položaju. Bila je izrazito antinacistično usmerjena. Pred nacisti je želela pobegati k Angležem, ko da je prišla k partizanov, prosila, če bi smela k zaveznikom, in to so ji odrekli. Tako da je ostanek svojega življenja preživela na smrt bolna, brez zdravniške pomoči, zato ker se je komunistični režim panično bal vsakega kritičnega glasu. Ta njena usoda je ostala dolgo brez vsakega odmeva, potem pa so odkrili en njen rokopis, tako da je leta 2007 izšla knjiga, v kateri ne opisuje svojih eksotičnih potovanj, ampak take bolj črne poti od doma do partizanov. Moji izgubljeni topoli so to. Ta njena knjiga je v srce segajoča po količini trpljenja, ki ga opisuje.